2,5 mandatih, praktično skoraj še 3 leta tretjega mandata. Torej, po tem času je seveda tudi čas za upravljanje neke inventure oziroma pogleda nazaj, kaj je bilo v tem času narejeno dobrega, kaj je bilo slabega, kje so ostali še izzivi. No in med dobrimi stvarmi oziroma tistimi zadevami, na katerem bo verjetno vedno ponosni, je predvsem seveda pridobitev statusa mestne občine in pa gradnja knjižnice ter obvoznice mimo Krškega. To so pravzaprav te projekti, ki so nekje najbolj vidni in bodo tudi ostali trajno v prostoru. Kar se pa tiče izzivov za naprej, pa vsekakor glavni in največji izziv je gradnja nove jedrske elektrarne, pogajanja s tem v zvezi in seveda prilagoditev vseh prostorskih in ostalih aktov ter vsega, kar s tem ta gradnja prinese. To bo veliko dela in bo potrebno tudi veliko strokovnega in tudi siceršnjega znanja, da lahko to zadevo obvladaš. Naložbe še večje naprej? Torej, med večjimi naložbami naprej je vsekakor gradnja novega bazena in pa gradnja nove osnovne šole dr. Mihaela Rostohra. Gre za investicije, ki bodo, samo te dve investicije bodo prav gotovo veljale nekaj kot 20 milijonov evrov. Seveda bo pa še polno drugega, predvsem področje cestnega programa je vedno odprto, kajti imamo odprti še na kilometre in kilometre cest, ki jih bo potrebno obnoviti. Vi ste zadovoljni?